Hernija diska, bolečina v križu, bolečina, ki se širi v zadnjico, spušča po nogi, išias, to je najpomembnejša vaja za tvojo hrbtenico. In stavim, da ti bo ta vaja pomagala, ker bo tvoja hrbtenica ves čas ostala pri miru. To je varna vaja, pri kateri ni nevarnosti, da bi preveč obremenil hrbtenico. In drugič, v 20 letih kot fizioterapevt in 10 let tukaj na internetu, je tisto, kar sem največkrat videl, da je prineslo olajšanje ledvenega dela mojim pacientom, bilo sproščanje kolka. Jebeno dobro, človek. Ta vaja je kombinacija dveh tehnik. Začeli bomo od zunaj navznoter. Se nima veliko smisla, da bi želel sprostiti notranji del, če je zunaj vse zategnjeno. In trije veliki mišice kolka, ki kopičijo to napetost, ki grejo v krč, so tiste mišice, ki se nahajajo med nivojem pasu in kolkom. Tenzor fascie latae, srednja zadnjična mišica in velika zadnjična mišica. Mislim, da bo bolje videti, če se preoblečem, ker zdaj izgledam kot kakšen čudak. Najpomembneje je, da razumeš. Tukaj med kolčno kostjo, pasom in kolkom imamo spredaj tenzor fascie latae, mišico, ki pogosto povzroča težave s kolenom, v sredini srednjo zadnjično mišico in zadaj veliko zadnjično mišico. Na tem območju, med pasom in kolkom, bomo poiskali najbolj bolečo točko, najbolj občutljivo točko z uporabo palčeve blazinice. Pojdi počasi, mirno, lahko najdeš točko. Tukaj sem jo našel. Lahko najdeš točko, ki je zelo boleča na mestu, ali pa točko, ki sproži bolečino, ki gre proti kolenu ali proti hrbtenici. Pomembno je, da najdeš to najbolj bolečo točko. Ohrani rahel pritisk, da ne povzročiš, da ne občutiš preveč bolečine. Ostani pri miru 30 sekund. Občutil boš, kako se mišica pod tvojim prstom sprošča, kako ta napetost popušča, bolečina se zmanjšuje in prenehaj žarevati. Po 30 sekundah bomo začeli počasi premikati na eno in drugo stran. Postopoma boš začutil, da se mišica prebuja, pod tvojim prstom se skrči, brez bolečine. En namik, to vajo lahko izvajaš na obeh straneh hkrati. Po tej minuti 30 sekund miruješ, 30 sekund se premikaš sprosti in poglej, kaj se je spremenilo v tvojem kolku. In če tvoja ledvena hrbtenica boli manj, če je bolj lahka, potem veš, da ima tvoja bolečina pozitiven mehanski dejavnik. In pravkar si odkril način, kako to bolečino olajšati. In kdor želi še dodatno izboljšati, ima pravico do dvotedenskega programa vaj, ki jih lahko izvaja doma po navodilih dnevnega videoposnetka. V programu Lahka hrbtenica izboljšujemo 4 stebre zdrave hrbtenice. Izboljša točke mišične napetosti, pomaga razbremeniti sklepe, prebudi prave mišice, ki podpirajo in ščitijo hrbtenico, ter izboljša druge dele telesa, ki povzročajo neravnovesje v naši celotni hrbtenici. Povezava do programa Lahka hrbtenica je spodaj v opisu. Za vse, ki želite izvedeti več ali začeti s programom že zdaj. Hej, to je kar dobro. Ko enkrat sprostimo zunanjo mišično napetost, je veliko lažje sprostiti sklep in izboljšati gibljivost. Torej, v drugem delu vaje boste sedeli s prekrižanimi nogami, noga, ki jo želite izboljšati, naj bo zgoraj in naredili bomo 3-krat pritisni in sprosti s spuščenim kolenom. 3-krat pritisni in sprosti z dvignenim kolenom. Poglej, sprosti se. Pusti, da koleno pade na tla. Nasloni roko na koleno in z malo sile potisni, dvigni koleno proti stropu, roka pa ne pusti. Tako. Malo sile, zadrži nekaj sekund in sprosti. Pozor, koleno se sprosti, roka ne potiska. To boš ponovil 3-krat. 3-krat potisni in sprosti, res se potrudi pri sproščanju. Nato podpri koleno od spodaj, dvigni ga toliko, da ne boli in tokrat boš pritiskal koleno proti tlom, roka pa ne dovoli. Poglej, potisni, zadrži nekaj sekund in sprosti. To narediš tudi 3-krat. In kolikokrat na dan je treba to narediti? Če je tvoja hrbtenica postala veliko bolj sproščena, veliko lažja, boš to vajo ponovil enkrat na dan za vsako stran, da ohraniš gibljivost kolka. In če občutiš veliko olajšanje v križu, lahko to vajo uporabi za lajšanje bolečine vedno, ko boš potreboval. In če čutiš bolečino, ko se obračaš v posteli, v tem videu pokažem, kako to rešiti, ne da bi izgubil spanec. Samo klikni tukaj na zaslonu. Ne pozabi deliti tega videa s tistimi, ki se samo zibajo v stran. Tukaj se poslavljam.
Veliko objem in se vidimo naslednjič. Če vam je nekdo poslal ta video, vas opazujejo. Gospa,